Veseli nas, da smo bili pomembni soustvarjalci 24. avtomobilskega salona Slovenije tudi s pogovori na multimedijskem odru našega tehnološkega paviljona, ki smo jih v živo prenašali tudi na MMC-ju. Seveda bomo vse te dolge pogovore uredili v krajše zgodbe in vam jih v pogled ponudili v prihodnjih avtomobilnostih. Začenjamo z izborom zanimivih izjav iz debat o varnosti. To področje se je dotikalo skoraj vsakega vsebinskega sklopa tehnološkega paviljona, še posebej pa dveh con, tiste o pasivni in tiste o aktivni varnosti. Pasivna varnost je dejansko vse, kar je vsi elementi varnosti, ki nastopijo, ko pride do trka, ko pride do naleta. Najstarejši, pasivni del je seveda karoserija. Nemški inženir Barini je dejansko prvi, ki je konstruiral sodobno varnostno kletko oziroma karoserijo z zmečkljivimi conami. Njegova ideja, da se kinetična energija izniči, ko pride do trka preko teh varnostnih oziroma zmečkljivih con, je dejansko uresničil 1959. V samem začetku so bile strukturne, kovina se je strukturno nalagala in posledično smo dobili na določenih delih trdnost, na določenih delih pa manjšo trdnost, ker je bilo treba v bistvu kompenzirati, kjer smo mogli narediti absorpcijo oziroma zmečkljive cone, tako imenovane. V tem tako imenovani varnostni kletki, tam smo uporabljali že trdnejše materiale, zdaj v zadnjem času se pa začelo uporabljati tudi ultra visoko trdne materiale, rečemo kot je borovo jeklo. Če se je včasih gradilo iz klasičnega jekla, je danes šlo na lažje pa močnejše materiale, pa seveda tukaj aluminij, prihajajo kompozitni materiali. Kako je z njihovim popravilom? Tukaj je potrebno znanje, seveda. Danes teh, varnostnih kletk ne more vsak spajati oziroma popravljati. Temeljni problem je, da določeni ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dosti meri niso senzibilizirani in lahko, če pride do nepravilnega popravila, na tezo trdnost ošvohnijo. Se pravi, govorimo o nepravilnem dodajanju oziroma pretiranem segrevanju in potrebno je, da stroka to dela, se pravi ljudje, ki so v bistvu senzibilizirani oziroma izobraženi na tem področju. Gre pa dejansko, da naprimer, če smo prej omenil ultra visoko trdno jeklo, borovo jeklo, dejansko to se ne vari, se spaja na drugačen način, se pravi, se spaja nekje, kjer ga ni več, se pravi, večji kos se zamenja in posledično na tistem mestu rečemo koviči in lepi. To je zelo dobra iztočnica, predvsem se mi zdi, da v Sloveniji je zelo popularen ta nakup malo ali pa bolj razbitih premijskih avtomobilov. Popolnoma razbitih. Nekaterih vozil, ki so bila v tujini že odpisana. Varnosti pa se ne da popolnoma zagotoviti. Seveda ne. Se določen kos, določen del menja na nepravilnem mestu, ni več zagotovljena tista deformacija ali pa nedeformacija vozila, kot je bila prvotno mišljena. Seveda, če se to nepravilno popravi, se pravi, vozilo nima več 5 zvezdic, nima več 4 zvezdic, ampak ustrezno vanj in seveda je nevarno. Aktivna in pasivna varnost se v sodobnih vozilih povsem prepletata. Sodobna vozila imajo vgrajene tako imenovane pre-safe sisteme, ki dejansko zaznajo nevarnost. Se pravi, vsak avto danes ima ESP, avtomobilska senzorika zazna nevarnost in potem krmilna enota poda podatke drugim krmilnim enotam, ki ustrezno odreagirajo in pripravijo potnika na najboljši možni oziroma potnike na najboljši izhodiščni položaj, če bo prišlo do trka. Tehnologija danes je pa že toliko napredovala, da imamo te tehnična čutila, kot so radar in se pravi senzorika, kot so radar, ta visoko zmogljiva oziroma ločljiva kamera, zazna in tudi ugotovi, ali bo prišlo do trka ali ne. Takrat pa posežemo v že pasivni del in takrat se pravi vozilo izvede vse ukrepe, ki so nujni, se pravi, da obvarujemo naše udeležence v vozilu. Recimo zategovanje varnostnega pasu, tudi potem stopenjsko zategovanje, zapiranje vseh stekel, tudi zaklepanje avtomobila, prekinitev dotoka goriva, prekinitev kompletnega električnega sistema razen notranjih svetil. Takoj po trku, ko se avto umiri, se avto spet odklene, svetila se prižgejo,
Avto je pripravljen, da lahko reševalci vstopijo v vozilo, če je potrebno. To so tihe zadeve, ki obstojajo. Seveda si želimo, da teh sistemov nikoli ne bi potrebovali, se pa moramo zavedati, da Takoj, ko se pričnemo gibati, se moramo zavedati, da je tukaj fizika. In omejitve, fizične omejitve enostavno ne moremo preseči. Sistemi sicer to poskušajo pomagati, vendar so lahko včasih fizikalne zakonitosti premočne. Gibalna sila, kinetična energija je veliko preveč, da bi jo lahko pretvorili, ne vem, mogoče z zaviranjem v toplotno energijo v nekaj drugega in lahko pride neizbežno do trčenja. pravimo, da v prihodnosti nesreč sploh ne bo, kajti samovozeči avtomobili se ne bodo spuščali v kritične situacije. V tehnološkem paviljonu imamo razstavljeno vozilo Audi A7 Sportback, ki je predstavnik, bomo rekli, avtonomne vožnje. Na nek način je pa ta avtonomna vožnja prisotna in na voljo že v današnjih serijskih modelih. Govorimo o asistenčnih sistemih, po slovensko lepše povedano podpornih sistemih voznikov. To so sistemi, ki pazijo, čuvajo voznika takrat, ko mu zbranost popusti, kar se nam pogosto dogaja, seveda sploh na kakšnih dolgih vožnjah, in pa tudi v situacijah, predvsem v mestnem prometu, ko lahko pride do hitre spremembe ritma vožnje, in takrat je lepo, prijetno imeti nekoga, nekega čuvaja, ki poskrbi za to, da našo zbranost umiri. So taki tihi pomočniki, za katere mnogo voznikov sploh ne ve. Najbolj opevan, pa najbolj znan je seveda protiblokirni sistem ABS, recimo elektronski sistem stabilizacije vozila. To sta dve najbolj taki ljudsko znani zadevi. Vendar je treba vedeti, da v ozadju, takoj, ko se začne spreminjati nekaj, ko pride do malo hitrejšega pojemka, že avto sam pripravi zavorni sistem, tako da mu poveča v zavornem sistemu tlak, in je zavorni sistem, potem ko voznik pritisne na zavoro, že ima en določen tlak. Se pravi, da že pri nežnem pritisku je zaviranje močnejše. In tudi sistem, ko pride do takih pojemkov, v bistvu še povečuje tlak. Seveda najbolj zdrava zadeva je takrat brutalno pohoditi zavorni pedal. Česar pa po vozniki to ne delamo, ne? Ja, tako je. To vozniki ne delamo, ne? No, ampak to je rešitev, ki jo je ponudila industrija ravno zato, ker vozniki tudi v kritičnih situacijah niso dovolj močno pritisnili zavor. Obstoja raziskava GD Power. V tej raziskavi je zanimivo, da najbolj običajne sisteme, ki so, recimo parkirni sistem, poraba Bluetootha, od 30 do 45% voznikov jih ne uporablja. Še več, veliko sistemov omogoča individualne nastavitve, vsaj več kot tretjina voznikov nikoli ne spremeni od takrat, ki je avto prevzela. V avtu, ki ga imamo tukaj predstavljenega, ali pa na salonu, je moč videti avtomobile, ki dejansko ponujajo drugo stopnjo avtonomne vožnje, in teh sistemov je veliko, ne? Radar je tista glavna zadeva. Druga pomožna zadeva za bližino so ultrazvočni senzorji, ki so običajno v uporabi za parkirni sistem, vendar tudi ti sodelujejo, in pa seveda kamera, podporna zadeva. Namreč kamera se fino sliši, ne? Mi si poznamo kamera, slika, fino, avto vidi nekaj, ne? Avto v bistvu ne vidi, ne? Ampak avto z teh logaritmov, s približevanjem nečesa v bistvu po algoritmu sklepa, aha, zdaj smo po tej situaciji, zdaj moramo pa tako delovati. Tukaj govorimo o asistenčnih sistemih, potem govorimo pa o povezljivosti. Ta povezljivost vedno je v kombinaciji z navigacijskim sistemom, ki ne deluje samo na GPS-u, tudi v GLONASS-u, Galileju, na kitajskem trgu s kitajskim sistemom. Ta sistem z dodatnimi podatki, kamera služi tudi branju prometnih znakov, prepoznavanju pomena teh krajevnih znakov, recimo krajevni znak prepozna znak omejitev hitrosti. Podatek o prometnem znaku, podatek iz geografije, ki je z kartografije navigacije, tudi podatka, tam so tudi podatki o omejitvah, potem upošteva nižjo vrednost. S temi podatki in pa seveda najbolj udobno je imeti avtomatski menjalnik in pa vključen aktivni tempomat, avto praktično že sam pred nekim ostrim ovinkom
prestavi navzdol, v nižjo prestavo, zmanjša hitrost in se da ovinek speljati. In ker obstoja tudi sistem vzdrževanja vozila na voznem pasu, skratka avto vozi lepo samostojno.